Dober dan. V studiu danes pozdravljam direktorja Agencije za varstvo konkurence, gospoda Andreja Kraška. Pogovarjala se bova o zadnjih odločbah agencije in o nekaterih pritiskih na delo Agencije za varstvo konkurence. Gospod Krašek, v ponedeljek ste imeli sejo senata agencije, sprejeli ste, če se ne motim, 3 odločbe. Za katere odločbe gre in o čem govorijo? Tako je, gre za 3 odločbe, s katerimi smo pristopili našemu programu reševanja zaostankov. Na področju omejevalnih ravnanj smo do ponedeljka imeli namreč 9 zadev, kjer smo prekoračili, oziroma kjer je urad, oziroma danes agencija sta prekoračila 2-letni instrukcijski rok za izdajo odločbe. 2 zadevi sta bili z področja omejevalnih ravnanj, in sicer gre za očitek oziroma za domnevni kartel pekov, proizvajalcev pekovskih izdelkov, kjer smo po analizi gibanja cen na tem trgu ugotovili, da ni znakov, ki bi kazalo na to, da je v tem času dejansko obstajal kartel, se pravi, da bi se ta skupina pekov dogovarjala o usklajenem spreminjanju cen, tako da je agencija ta postopek z odločbo ustavila. A se da zvedeti, za katere pekovske družbe gre? Tako je, gre za družbe Mlinotest, Žito, Ptujske pekarne, pa še, se upravičujem, tole bom moral pogledati, Mlinsko predelovalno podjetje Celje. Tako, ti 4 subjekti so bili v postopku od daljnega leta 2007. Na tem postopku se ni posebej intenzivno delalo, tako da smo zdaj v zadnjega pol leta pridobili podatke o gibanju cen in prišli do takšnega zaključka, kot sem ga opisal. Kaj pa druga odločba, ki ste jo sprejeli v ponedeljek? Tako, druga odločba z postopka oziroma z področja omejevalnih ravnanj pa je odločba v zadevi Aerodrom Ljubljana in taksi društvo Aerodrom Ljubljana. Šlo je za domnevni omejevalni sporazum vertikalne narave v smislu določenja cen, kjer pa sta stranki v postopku predlagali zaveze, ki jih je agencija sprejela, in vsebina teh zavez na kratko povedano je, da se bo parkirna mesta pred letališčem v Brniku odprla za tudi druge taksi službe, ki upravljajo storitve taksija na tem območju oziroma na območju v Sloveniji. Tako da ne bo več to mesto, ki bo rezervirano samo za taksi društvo Aerodrom Ljubljana. Kaj pa tretja odločba? O čem govori pa tretja odločba? Tako, tretja odločba pa ni z področja omejevalnih ravnanj, pač pa gre za eno zaostanek z področja koncentracij. In sicer gre za domnevno koncentracijo Zveze društev upokojencev Slovenije in Vzajemne zavarovalnice. Če se spomnite, v letu 2011 je prišlo do zbiranja pooblastil za glasovanje na skupščini Vzajemne zavarovalnice, kjer je društvo upokojencev po nekaj skupščinah, če se ne motim, skušalo pridobiti oblast in kontrolo nad Vzajemno zavarovalnico, s tem, da je agencija ugotovila, da je v zelo podobnem času prišlo tudi do spremembe zakona, ki je uredil način glasovanja na teh skupščinah. Posledica tega pa je bila, da društvo upokojencev Slovenije niti ni moglo več po tej poti pridobiti kontrole nad tem podjetjem. Se upravičujem, mislim, to je bilo v letu 2010 in 2011. Zdaj, vsi pričakujemo, da naj bi bila v kratkem oddana na Agencijo za varstvo konkurence tudi priglasitev koncentracije v primeru Agrokorjevega prevzema Mercatorja. Ste to priglasitev že prejeli? Torej, do danes te priglasitve še nismo prejeli in seveda postopka, ki ga ni, ga je težko na kakršenkoli način komentirati, pa tudi sicer načeloma seveda tekočih postopkov ne komentiramo, bi šlo lahko za posege v pravice strank. Ampak kljub samo, če gledamo hipotetično, ko boste prijeli to priglasitev, kaj bo najpomembnejše pri presoji te
morebitne koncentracije? Katera dejstva so tista, ki jih bo treba najbolj upoštevati? Ja, bistveno pri koncentracijah je seveda vpliv priglašene koncentracije na učinkovito konkurenco na trgu Republike Slovenije, ne? Kar konkretneje pomeni, da se agencija praviloma ukvarja zlasti z pridobitvijo oziroma spremembo tržnih deležev s priglašeno koncentracijo. Tako da prav gotovo bo to tisto najpomembnejše vprašanje, ki se bo v tej zadevi obravnavalo. Sicer ste pa verjetno že do zdaj spremljali to zadevo Agrokor, Mercator, kako rečemo. In ne vem, a pri tem, dobro, za vas je najpomembnejši slovenski trg, ampak koncentracija bo morala biti priglašena tudi na drugih trgih, kjer nastopata Agrokor in Mercator. Se vam zdi, da bi lahko recimo na kakšnem drugem trgu, konkretno recimo na Srskem, prišlo do kakšnega zapleta? Torej, mislim, vse podatke, ki jih imam o tej zgodbi, sem jih pridobil iz medijev oziroma iz javno dostopnih podatkov, tako da kakršnih koli konkretnejših podatkov o tem nimam. Se pravi, pač na podlagi tega, kar pa je bilo razbrati iz medijev, ne, in predpostavki, da so te trditve resnične, ne. Je skratka na Hrvaškem nek sum, ne, da bi ta koncentracija lahko povzročila omejitev učinkovite konkurence. Konkretno naj bi gospod Mladen Cerovac, ki mislim, da je namestnik predsednika torej njihove agencije, celo že napovedal, da bi v tem primeru moral skratka združen subjekt prodati nekaj trgovin na območju Zagreba. Kar se tiče trga v Srbiji, mi je pa samo znalo, da skratka oba subjekta že obvladujeta ravno tako relativno velik tržni delež na področju maloprodaje in seveda verjamem, da bo tudi skratka srbska agencija opravila ustrezno presojo. No, to nas bo vse zanimalo, kakšni bodo rezultati oziroma odločitve vseh posameznih agencij za varstvo konkurence. Povejte mi prosim, katerim panogam pa agencija posveča največ pozornosti pri svojem delu? Torej, po ustanovitvi je na enem izmed prvih sej sveta agencije smo obravnavali in sprejeli tudi načrt dela agencije za letošnje leto in tam smo na podlagi zlasti vpliva posameznih gospodarskih panog na celotno gospodarstvo Republike Slovenije izbrali nekaj panog, ki jih skušamo natančneje analizirati, ne? In sicer konkretno so to telekomunikacije, energetika, prehrana in pa poštne storitve. S tem, da moram reči, da smo pravzaprav zelo obremenjeni z reševanjem teh tekočih zaostankov, ne? Skratka, gre za postopke, kjer je, kot sem rekel, ta 2-letni instrukcijski rok že prekoračen, ne? Nekih posledic v smislu, da bi morali te postopke ustaviti ali pa da bi te stvari zastarale, to za stranke sicer nima, ampak ne glede na to je v Sloveniji pač zelo veliko gospodarskih subjektov, zoper katere vodimo postopke in legitimno pričakujejo zaključek v okviru tega 2-letnega roka, ne? Skratka, hočem povedati, da so pač naši resursi kar precej usmerjeni v reševanje teh zaostankov in morda malo manj v spremljanje teh 4 panog, ki sem jih omenil, s tem, da je treba omeniti, no, da skratka skupina, ki se ukvarja s prehrano, ne, ki mora opraviti tudi tako imenovano sektorsko analizo prehranskega trga, je bila recimo v tem času seveda zasedena z obravnavanjem tega kartela, za katerega sem omenil, da smo postopek zaključili v tem tednu. Tako da skratka imamo kar precej nekaj čisto objektivnih okoliščin, ki jih je treba upoštevati, no, pri našem delu. Ampak ko ste omenjali zaostanke, imate pregled, vsaj številčno, koliko pa je teh zaostankov, ki bo treba zdaj pospešeno rešiti? Ki jih moramo rešiti, ne? Skratka, na področju antikartelov oziroma antikartelov omejevalnih ravnanj je teh postopkov bilo do tega ponedeljka 9, se pravi zdaj jih je še 7. S tem, da je treba omeniti, da so bili predhodno 4 postopki zoper Telekom združeni v enega. Se pravi... 4 postopki, ki so bili začeti 2004, če se ne motim. Ne, ta 2004 je še ostal. Zoper Telekom imamo zdaj 2 postopka. En je ta zaostanek iz leta 2004, ki se nanaša na dogodke v letu 2003. Zadeva pa? Zadeva pa
povezovanje storitev, skratka, gre za skratka očitek, da naj bi Telekom povezoval prodajo ene storitve z drugo. No, skratka, to je postopek, ki ga vodimo samostojno, potem je pa pač sklop očitkov in tudi vsakič posebej na novo uvedenih postopkov iz let, če se ne motim, 8, 9, 10 in 11. Skratka, takrat je urad uvajal postopke, se pravi izdal sklep o uvedbi postopka za vsako pač za vsak očitek posebej, s tem, da smo pač ugotovili, da imajo ti očitki in ti postopki nekatere skupne elemente in se pač odločili, da bomo to obravnavali v enem postopku, zlasti z vidika ekonomičnosti in čim hitrejše rešitve teh postopkov. Kateri so pa še drugi odprti, razen tega združenega? Tako, no skratka, potem je za ostanek tudi domnevni kartel veledrogeristov, ki ga ravno tako pač, kolikor je mogoče hitro in intenzivno obravnavano. Potem je še delno odprt postopek zoper SAZAS, potem je delno odprt postopek zoper gradbince. Še vedno, ja. Samo trenutek. Potem je odprt postopek zoper dobavitelje, zoper domnevni kartel dobaviteljev pisarniškega materiala. Tako, smo že pri vse. Ja, nisem posebej, mislim, da je to to. Ja. Glede na to, da ste omenjali, da ste na področju telekomunikacij združili. Tako, ta dva postopka zoper Telekom, ja. Pred kratkim ste izjavili, da agencija čuti pritisk na neodvisnost in samostojnost. Zdaj, a je ta izjava povezana z razmeroma pogostimi obiski predstavnikov policije, protikorupcijske komisije, delovne in upravne inšpekcije? In ne vem, zakaj so se ti obiski toliko zgostili? Čemu to pripisujete? Kaj iščejo pravzaprav? Kaj jih moti? Ja, mislim, vprašanje, zakaj so se vsi skratka pojavili kar v enem mesecu, je tudi tisto, kar se meni zastavlja. Ne vem, v tem času sem še nekako pripravljen sprejeti, da skratka je šlo za splet naključja, in ne, da to ni posledica okoliščine, da smo skratka v mesecu aprilu izdali odločbo, s katero smo pač prepovedali združitev dveh subjektov, vplivnih in velikih subjektov v državni kontroli. Konkretno, kaj gre za holding Slovenskih elektrarn? Tako, Elektra Maribor, ne? Ko pravzaprav ni holding Slovenskih elektrarn ni dobil dovoljenja za nakup Energije Plus od Elektra Maribor. Tako je, ja. Ampak iz tega je potem sledila, če se ne motim, neke vrste vojna med vami in med direktorjem urada, takrat še urada za varstvo konkurence, Janijem Soršakom. Je to kaj povezano? To nikakor ni. Glede na to, da je Jani Soršak, če se ne motim, tudi odvetnik holdinga Slovenskih elektrarn. Tako, gospod Soršak je odvetnik holdinga Slovenskih elektrarn. Nikakor ne gre za kakršnokoli vojno. Tudi jaz ne sprejemem neke interpretacije, da ne bi šlo za spor med regulatorjem in pomembno družbo v državni lasti, kot je bilo to omenjeno v enem izmed medijev zadnjič. Gre za skratka čisto enostavno odločanje v zadevah in skušamo pač postopek peljati, izvesti po čim bolj zakoniti in legitimni poti. Zdaj, takrat, pred kratkim bila sprejeta še ena vaša dosti odmevna odločitev. A je tudi ta odločitev povezana z kakšnimi temi tako imenovanimi obiski raznih represivnih organov pri vas na agenciji? Gre namreč za odločitev v primeru ProPlus in omejevanja konkurence na oglaševalskem trgu. Ne, nikakor ne. Jaz nimam nobenih indicov in tudi nikoli nisem rekel, niti namigoval na to, da ne bi družba ProPlus na kakršenkoli način sodelovala pri tem. Tako da me je tudi precej presenetil njihov odziv, ki so skratka to skušali na tak način interpretirati. In še zadnje vprašanje. Bili ste pred mogoče 10 dnevi ali celo manj povabljeni na pogovor k Evropskemu komisarju za konkurenco, gospodu Almuniji. Ste tudi o vseh teh pritiskih govorili tam? Torej, gospod Almuniji sem bil povabljen v okviru sestanka direktorjev vseh evropskih organov za varstvo konkurence, ECN, tako imenovan European Competition Network. Sestanek ocenjujem kot zelo dober z gospodom Almunijo in njegovimi sodelavci. Govorili smo pa o delovanju agencije
in zagotavljanju sredstev za naše neodvisno in samostojno delo, zlasti finančnih in kadrovskih. Gospod Krašek, hvala lepa za pogovor. Hvala.